Takole pa si poglejmo še, kaj je bilo z domačo nalogo in kako to reševati. 28a pa g sta bile preproste enačbe, take, ki smo jih že vajeni. Takole, pa jo rešimo. Najprej odpravimo oklepaje. Pazimo, da pomnožimo vsakega v oklepaju, a ne. Zdaj pa damo x skupaj. Na drugi strani ne potrebujemo, ker je že to urejeno. Zdaj pa zamenjamo x-e na eno stran, število na drugo. Spet spremenimo predznak in dobimo minus 5x je minus 15. Delimo z minus 5 in dobimo x je 5. Naslednja. Takole, enačba. Isti postopek. Odpravimo oklepaje. 7 plus 12. Minus 15x je x minus 2x minus 6. Združimo, kar se da, se pravi 19 minus 15x je minus x minus 6. X je na eno stran, števila na drugo. Dobimo zdaj minus 14x je minus 25. Sedaj pa tukajle je krat minus 14. Delimo z minus 14. X je minus 25 lomljeno z minus 14. Minus pa minus se v bistvu pokrajšata. Pa dobimo 25 14. Naslednja. Zdaj pa tale. Prva je popolnoma podobna kot v šoli, zato je ne bomo, a ne. Samo namesto a-ja smo b. Zdaj pa gremo tale d primer. Tako. Iščemo r2. Tule je r2. Najprej moramo odpraviti oklepaj. 2pi r2 minus 2pi r1. Pa naša naloga je, da izrazimo r2. Tule. Najprej člen z r2 prestavimo na drugo stran, vse ostale pa na to stran. Pa dobimo minus 2pi r2 je minus 2pi r1 minus o. Zdaj moramo pa r2 izraziti. Tukajle imamo krat. To pomeni, da moramo na obeh straneh deliti z minus 2pi. In dobimo r2 je minus 2pi r1 minus o vlomljeno z 2pi minus, ne. Zdaj poglejte, tole je za mene dovolj. Je pa res, da se da tole še malo polepšati. Od zgoraj je minus, zato lahko minus damo pred oklepaj. Minus 2pi r1 plus o vlomljeno z minus 2
pi. In ta minus se pokrajšata, zato je R2. Lahko zapišemo kot 2pi R1 plus O ulomljeno z 2pi. Več možnih rešitev je, tudi da bi tole zdelili posebej, pa tole zdelili posebej, zato je v učbeniku mogoče rešitev malo drugače napisana. Ampak saj pravim, za mene je važno to, da vi znate izraziti ven izraz, a ne. To se šteje. Tako. Gremo naprej. Tale. F primer. Izražamo t. Rekli smo, kadar imamo takole, bolje, da je t na oni strani, in ker zdaj lahko kar obrnemo enačbo, da dobimo tja t, lahko napišemo n krat r krat t je p krat v. Tukajle imamo krat, zato delimo s tistim, kar želimo dati na drugo stran. T je potem p krat v ulomljeno z n r. Okej. In pa še zadnja. Iz te naloge seveda, ne se preveč veseliti. No, tale je pa malo bolj, kako bi rekla, zoprna, zato ker je veliko pisanja in teh indeksov, ampak vsekakor bomo tudi to zmogli. Kaj moramo zdaj dobiti? Tegale moramo izraziti. Več načinov je. Mi smo nekako rekli, dajmo zdaj obrniti, tako da bo R1 na oni strani. Tako da bom zdaj celo tole prestavila. R1 plus R2 plus 1 ulomljeno z R3, 1 ulomljeno z R. Ne pozabiti, R2 izpostavljamo, ne. Zdaj pa lahko naredimo tako, da se znebimo imenovalca. Takole. R1, R2, R3 pa krat R, a ne. To je za vse skupni imenovalec, nimamo nobenega nič istega ni skupaj, zato pač moramo vse pomnožiti, da dobimo, ne. Ko množimo z vsem tem tale ulomek, prvi, potem nam ostane vse razen R1. R1 se pokrajša, ostalo nam ostane, se pravi, nam ostane R2, R3 pa R plus. Tukaj nam se R2 izgubi, zato ostane R1, R3 pa R plus. Tukaj se nam pa R3 izgubi, pa ostane R1, R2 pa R. Tu na tej strani pa v bistvu gre stran R, pa nam ostane R1, R2, R3. No, zdaj tukajle mogoče niti ni bilo smiselno, da smo obračali. Mi izražamo zdaj R2. R2, R2. V tehleh členih je, zato damo vse te člene na eno stran. Ostale pa na drugo. Tega pripišemo. R2, R3, R plus R1, R2, R. To je ta drugi, pa ta tretji, ker ga damo čez enačaj, pride z minusom, je R1, R2, R3. Je. Tegale pa odnesemo na drugo stran. In to z minusom. Minus R1, R3 pa R. No, dilema je zdaj, ker je v treh tehleh se pojavi R2. Ne moramo nič druga, kot da ga izpostavimo. R2 izpostavimo, od prvega ostane R3 pa R, plus R1 pa R, pa minus R1, R3. Ja. Tu pa ostane enako, minus N1, R3, R. Tule je zdaj krat. R2 želimo, da ostane na tej strani, zato moramo z vsem tem deliti, ne. Z celim oklepajem delimo in dobimo,
da je R2 enako minus R1, R3 pa R, ulomljeno z celo tole dolgo klobaso. R3, R plus R1, R minus R1, R3. Tako, pa smo izpostavili to. Zdaj nam pa preostane še ena naloga, to je bila pa razcepne enačbe. In sicer tale, ne. Če pogledamo zdaj tele enačbe. Rekli smo, da takrat, kadar nam ostane x na kvadrat pa x, jih ne moramo rešiti tako, da damo x na eno stran, števila na drugo. In zato zdaj to razstavimo. Ta izraz razstavimo tako, da izpostavimo x, ostane x minus 2 je nič. In zdaj imamo dva faktorja, x pa x minus 2. Prvi nam da rešitev, x je nič. Drugi pa nam da rešitev, x je 2. Tale izraz, spet ugotovimo, da je tole x na kvadrat minus 16. X na kvadrat ne moramo drugače, kot da razcepimo. X minus 4, x plus 4 je nič. Ko smo to razcepili, dobimo dva faktorja. Kdaj je ta oklepaj nič? Ta oklepaj je nič, kadar je x enako 4. Če dobimo prvo rešitev, lahko označimo s tem indeksom x1. Ne? Potem pa x2 je pa minus 4, zato ker je minus 4 plus 4 enako nič. Dobro, pa razcepimo še tega. To je pa Vetovo pravilo, pripravimo si oklepaje. N krat 3. Iz enke pa iz trojke moramo štirko sestaviti in je to plus 1 plus 3. Rešitev je torej x1 je. Koliko moramo zdaj tule vstaviti, da bo nič vse skupaj? Minus 1 in pa x2 je minus 3. Tako. Za te enačbe se ne tako bati, če zdaj trenutno ne znate čisto detaljno, ker bomo to še tako v drugem letniku pri kvadratni enačbi jih spoznali bolj podrobno. Takole, to je bila domača naloga, upam, da ste jo znali, upam, da jo znate vsaj zdaj po temlem reševanju. Če ne, boste pa tako v Teamse povedali, ne? Prav, dobro, se slišimo.